Si videl, da registrska tablica avtobusa skriva točen datum, ko je išel prvi Toy Story? Ali pa da se smetarski tovornjak z locojem ponovno pojavi? Toy Story 5 je tako poln referenc, da se tovornjak Pizza Planet pojavi dvakrat. Zato bomo danes pregledali 120 skrivnosti povezav in podrobnosti, ki jih verjetno prvič nisi opazil. Če prešteješ vse Buzz Lightyearje na začetku, jih je skupaj 50. Buzz se pojavi sam pred morjem, ujet na otoku in čaka na znak, da ga rešijo. To je neposredna referenca na film Brodolomec. In referenca ima še eno plast. Glavni igralec v filmu Brodolomec je Tom Hanks, prav tako pa je on tudi originalni glas Woodyja. Wait a minute. You don't think I meant to knock Buzz out the window, do you, potato? Čeprav so sodobne različice, vseh 50 Buzzov še vedno verjame, da zvezdno poveljstvo obstaja. To je ista programska napaka pri Buzzu iz leta 1995, ko je prišel v Andyjevo sobo in mislil, da je v resnici vesoljski čuvaj. Svetla zvezda, ki jo Buzzovi zamenjujejo za zvezdno poveljstvo, ima obliko in sijaj klasične Disneyjeve zvezde želja. Ko Buzzovi zapustijo otok, se kamera dvigne proti nebu in oblaki služijo kot prehod v Bonjen svet. To je isti bel vzorec na modri podlagi, ki Toy Story opredeljuje že od leta 1995. In ta vzorec se ne pojavlja samo na nebu, temveč tudi na risbah v Bonjeni sobi in na njeni obleki. V enem prizoru je na nogah Trixie še vedno mogoče prebrati Bonnie, enaka podrobnost, kot se je pojavila v Toy Story Pozabljeni v času. Bonnin oče nosi majico z logotipom Grand Basin, kraja, kjer je bil karneval v Toy Story 4, kar je referenca na vrnitev Woodyja. Avto družine Anderson ima oznako modela TS5. Zdi se kot običajno ime avtomobila, vendar v resnici pomeni Toy Story 5. Kamera se spusti do drevesa, kjer se je Emily igrala z Jessie, ko je bila otrok. 30 let potem, ko je slišala, kako je bila zapuščena, se Jessie fizično vrne na isto mesto, kjer se je začel najsrečnejši in najbolj žalosten del njenega življenja. Silueta, korenine in oblika vej so zelo podobne osrednjemu drevesu iz filma Žužki. Drevo nas tudi spominja na novo življenje na Zemlji v filmu Wall-E. Na Jessiejinih hlačah je izvezeno 1200 Ranger Road. Številka se nanaša na sedež Pixarja v Emeryvillu, 1200 Park Avenue. Kena Harris je razkrila, da je obstajala scena, kjer je Emily, že ostarela, ponovno našla Jessie in jo predstavila svojemu vnuku. Žal je bila ta scena odstranjena, ker se je zgodba spremenila. A s tem nam povedo, da je njuno ponovno srečanje v vesolju Svet igrač vseeno mogoče. Melodija pesmi Ko me je imela rada iz Svet igrač 2 se v instrumentalni obliki ponovno pojavi ob prizorih z Jessie. Andrew Stanton in Ken Harris sta povedala, da Jessie sprva ni bila mišljena kot glavna junakinja, vendar se je zgodba o osamljenosti, ekranih in strahu pred zastarelostjo zelo dobro ujela z njeno preteklostjo. Govorilo se je tudi o prvi različici Svet igrač 5 brez Woodyja, da bi primerjali, ali se lahko saga nadaljuje brez njega. Ko so to različico zaključili, so ugotovili, da je to nemogoče, zato so vse skupaj ponovno prepisali. Ko se Woody ponovno pojavi, nosi pončo, ki nas spominja na moža brez imena Clint'a Eastwooda, prav tako kot kavboj, ki je leta potoval po svetu. Obrabljen del na Woodyjevi glavi se ni pojavil kar tako. To je isti kraj, ki ga je restavrator očistil in prebarval v Svet igrač 2, preden bi Woody skoraj bil prodan muzeju v Tokiu. Torej ja, Woody ima plešo že več kot 20 let. Pravzaprav v odjavni špici Beatty s flomastrom pobarva obrabljeni del na Woodyju, da njen radi ne bi izgledal tako star. Ekipa je zasnovala fantazije Bonnie in Blaze v različnih slogih, da bi nam pokazala, da nimamo vsi enakega pogleda na svet, vendar pa smo lahko na isti valovni dolžini, ko gre za čustveno povezovanje. Potem, ko poje zastrupljeno torto, Rex postane moder z vijoličnimi pikami, kar je točno barvna kombinacija, ki jo ima Sullivan v pošasti DOO. Kapitan Sus, mala zabavna ladica Saurus Rex, se ponovno pojavi med Bonijinimi igračami. Na istem dvorišču se pojavi prebarvan robot, ki uporablja model Transitrona, lika iz grozljivke Toy Story. Spremenili so njegove barve, da bi ga skrili, vendar so ohranili skoraj celo telo. Podjetje, ki pripelje Lilipads do hiše, se imenuje Ship-It. Ime se je že pojavilo v grozljivki Toy Story, Ship-It pa ne obstaja samo na etiketi škatle. Kasneje lahko v ozadju vidimo eno izmed njihovih poslovalnic. Lilliput in druge naprave nosijo znamko Eggman Tech. Ime se zdi novo, dokler se ne spomniš, da je Eggman obstajal že v prvem filmu. V Toy Story 1 je bilo Eggman Movers podjetje, ki je prevažalo Andyjeve stvari. 3 desetletja kasneje se zdi, da se je ista znamka spremenila ali razširila v tehnološko podjetje.
Tudi stranska podjetja so se prilagodila tehnologiji. In pravzaprav je bil Eggman vzdevek Ralpha Egglestona, produkcijskega oblikovalca prvega Toy Storyja in ene najpomembnejših osebnosti v Pixaru. Japonski plakat postavi Woodyja v ospredje, medtem ko ameriško podjetje izpostavi Jessie. Ko Lilipet pride, zasede Bonegino posteljo, medtem ko igrače pristanejo spodaj. To je ista postavitev kot v Toy Story 1. Buzz pride kot bleščeča novost, Woody pa je potisnjen na tla. Ko se pojavi Lilliput, Trixie reče, da si jo želi. Jaz bi eno... Šala se povezuje s Svet igrač 3, kjer smo jo že videli navdušeno uporabljati Bonnin računalnik. Lillipet in njen portal The Pond sta navdihnjena s otroškimi tablicami Leapfrog. Tudi identiteta žabe izhaja od tam. Pixar ni izumil naključne naprave, ampak je ustvaril svojo različico tehnologije, ki je že obstajala v milijonih domov. In Ribbit ne deluje samo kot še ena besedna igra z žabami. Ime, objave in navigacija posnemajo Reddit. Dolgovidno spletno mesto se imenuje Infopedia in posnema idejo Wikipedije. Črna ukazna okna, ki se pojavljajo na napravah, so neposredno vzeta iz terminalske aplikacije macOS podjetja Apple, kar je neposredna referenca na Steva Jobsa, saj če ne bi bilo njega, Toy Story ne bi obstajal. Med aplikacijami se pojavi Star Adventurer, isto ime kot stojnica na sejmu, kjer sta bila Ducky in Bonnie na gradu Svet igrač 4. Medtem ko Jessie brska, se pojavi vesoljska slika vzeta iz Wall-ja. Ne gre le za podobno galaksijo, saj se v primerjavi položaji zvezd popolnoma ujemajo. Nižje se vidi ocean, kjer Marlin spozna Duckyja. Lilliput imenuje Woodyja Buffalo Bill. Zamenja kavboja igračo za lik iz Starega zahoda. V angleški različici Jessie zakriči. Kar je neposredna referenca na Looney Tunes. Med aplikacijami se pojavi Pigeon Piazza. Njegova ikona prikazuje Saviera Piccioninja, eno od golobov Gata, naslednjega Pixarjevega filma, ki se dogaja v Benetkah. Nadzornik učinkov je potrdil, da je v Blazovi sobi skrita še ena referenca na Gata, vendar ni razkril, katera je. Če ti jo uspe najti, jo napiši v komentarje. Pred Blazovo hišo lahko vidimo Reda, enokolesnika, glavnega junaka filma Redove sanje, Pixarjevega kratkega filma iz leta 1987. Na Blazovi tabli se pojavi plakat naravoslovnih raziskovalcev, organizacije, kateri pripada Russell v filmu V višave. Avatar Chelsea je bober, ki je zelo podoben tistim iz Hoppersov. Avatar Kare je majhna, okrogla in modra ptica, ki nas spominja na jato iz kratkega filma za ptičke. Avatar Vrejta je pikapolonica, podobna Francis iz Žužkov. Ko Lilliput išče Jessija na dražbenem mestu eBit, je to parodija na trgovino eBay. In najhuje je, da pravi, da Jessie ni vreden nič. Fotografija v oglasu ni bila ustvarjena za Svet igrač 5. To je ista slika Jessija, ki se je že pojavila v Svet igrač, grozljivka. Tablica izkoplje star črno-beli posnetek Woodyjevega rodea, ki se je pojavil v Svet igrač 2. Ena od aplikacij se imenuje Piščančji kmetovalec. Ikona združuje kokoš in skedenj, kar nas ne spomni le na aplikacije in igre za pametne telefone, temveč tudi na Alovo trgovino z igračami in na samega Ala, piščančjega moža iz Svet igrač 2. Med slikami v Snapju se pojavijo fotografije posnete v Disneylandu. Tu ustvari zelo nenavadno povezavo. Se pravi, park, kjer Svet igrač obstaja kot film, se pojavi znotraj vesolja, kjer so njegovi liki resnične igrače. Lilliput pošlje Snapju fotografijo bencinske črpalke Dinoco. Klasične črpalke, ki se pojavi v več Pixarjevih filmih, najbolj znana pa je iz avtomobilov. Gospod Trn se pojavi oblečen kot duhovnik, ker je že igral enega v grozljivki Svet igrač. Combat Carl se vrača potem, ko je postal eden najboljših likov v grozljivki Svet igrač. Ampak, ali ste vedeli, da je bil njegov prvi dizajn popolnoma drugačen zaradi licenčnih vprašanj? Med zapuščenimi igračami se pojavi tudi prebarvana različica Daga, črtaste lutke iz blaga v obliki zebre, ki je krasila starine iz druge roke v Svetu igrač 4. Ob Dagu lahko vidimo tudi roza mehanskega zajca iz iste trgovine s starinami. Po smrti Carla Weathersa je glas Combat Carla prevzel Ernie Hudson. Ni navadno je, da Hudson sploh ni vedel, da prevzema lik po Weathersu, ko je sprejel delo. To je izvedel šele veliko kasneje. Ko sem dobil delo, nisem vedel, da nadomeščam Carla Weathersa. Piko z očali igra Bad Bunny, tako v angleščini kot v španščini. Nam pripoveduje vse svoje skrivnosti. Kako
In dejansko, v prvotnih načrtih za Svet igrač 1 naj bi se restauracija s hitro prehrano imenovala Pizza Put, ne Pizza Planet. Seveda je bila Pizza Put referenca na Pizza Hut. In avtomati z mehanskimi kremplji naj bi imeli kot nagrade gumijaste pice z očali. Tako je Svet igrač 5 obudil tisto zavrženo pico iz skic iz leta 1995. Pametnjakovič je naprava za učenje otrok uporabe stranišča. Ampak ali si opazil, da je njegovo telo oblikovano kot obešen zvitek toaletnega papirja? Pravzaprav rumeni ročaj Pametnjakoviča tvori pričesko Conana O'Briena, njegovega izvirnega glasovnega igralca. Med eno od domišljijskih prizorov Tiro al Blanco ponovno napačno napiše ime Andy na svojih kopitih, tako kot na koncu filma Svet igrač 2. V filmu Svet igrač 5 prvič slišimo posnete fraze na vrvici Jessie. Upoštevaj, da je Jessie v sagi že od leta 1999, vendar še nikoli nismo slišali, kaj njen glasovni mehanizem dejansko govori. Baterije, ki oživijo stare naprave, so PowerCell, ista znamka, ki so jo uporabili v komunikacijski opremi v filmu Svet igrač 1, da bi izvedeli, katere nove igrače prihajajo. Plastične roke ne aktivirajo pravilno zaslona na dotik LilyPad, zato ga nadzorujejo tako, da uporabijo lepljivo tačko kuščarja Samija. Pravzaprav se ta kuščar imenuje Sami številka 2. Številka pomeni, da je Bonnie že imel enega prej, med Svet igrač 4 in Svet igrač 5. V odjavni špici se pojavi Sami številka 3, kar pomeni, da ko je pobegnil bazo in vadil, ga Bonnie ni mogel več najti in si je priskrbel tretjega Samija. Atlas je bil ustvarjen, da bi otrokom povedal, kako priti kamorkoli, vendar je preživel leta ujet v predalu. Igrača, ki je poznala vse poti na svetu, ni mogla najti izhoda zase. Ko Atlas pokaže lokacijo, njegov avatar izvede gibanje rumene žoge z rdečo zvezdo iz Luxo Juniorja. Preden je Toy Story 5 prišel v kina, se je Atlas že pojavil skrit v Hoppersih. Pametnjakovič, Atlas in Snappy so bili zasnovani kot izdelki različnih obdobij. Spreminjajo svoje zaslone, gibanje, hitrost in materiale, da lahko začutiš tehnološki razvoj. Ne da bi ti kdo moral povedati, iz katerega leta so. Grafike, ki se pojavijo na vsaki napravi, niso bile prilepljene kot ravna slika. Ekipa jih je animirala posebej in razvila potek dela podoben risanju z virtualnim svinčnikom, da bi imel vsak aparat svoj način gibanja. Ken Harris je potrdil, da je bil Tamagotchi vključen v prejšnjo različico zgodbe, vendar ga Pixar ni odstranil, zato ker bi bil lik slab, temveč zato, ker jim ni uspelo pravočasno skleniti licenčne pogodbe z Bandaijem. Umetniška ekipa je morala zgraditi hišo, ki bi delovala, kot da obstaja že od Emilinega otroštva. Obrabljena barva, pohištvo in površine niso naključna umazanija. Blazejni dolgi, kodrasti lasje so bili tako zapleteni, da je Pixar razvil nova, izjemno napredna orodja za njihovo animacijo. Zato, če primerjaš njene lase s katerimikoli drugimi lasmi v Pixarjevih filmih, boš opazil, da so zelo drugačni. Da bi se Daffodilov konj lahko gibal s pravo težo in mišičasto zgradbo, je Pixar ustvaril popolnoma novo digitalno okostje. Niso mogli preprosto reciklirati telesa Bullseyeja, saj bi tako izgledal kot velikanski igračasti konj in ne kot pravi konj. Blazo prenosnik ima čebelo, ki se nanaša na dogodivščine Andreja in Wall-E B. Ekipa je med produkcijo eksperimentirala z orodji umetne inteligence, vendar je ugotovila, da še ne dosegajo potrebne kakovosti za ustvarjanje končnih prizorov. So pa uporabili umetno inteligenco za pospešitev nalog umetnikov, ne pa za zamenjavo animacije. Woodyjeva vrnitev je prikazana od zadaj in zelo od spodaj, začenši pri škornjih. Posnetek nas spomni na veliko Andyjevo domišljijsko fantazijo v Svet igrač 3. Ko Buzz pozdravi Woodyja, njegov laser pristane nanj, tako kot ob njunem prvem srečanju leta 1995. Woody ponovno zmoti Buzza, tako da pokaže na nekaj za njim. To je ista šala, kot jo je naredil v prvem filmu. Razlika je v tem, da tega zdaj ne izkoristi, da bi ga vrgel skozi okno. Ko se Woody in Buzz spet prepirata, gospod Krompirjeva glava pripomni, da ju je lepo spet videti, kako se prepirata. To zato, ker se je tako začelo njuno prijateljstvo že v prvem filmu. Ham predlaga, da se skrijejo za Boneino komodo in jasno pove, da jo je on odmaknil. Želim ostati za komodo, lahko sem tam nekaj let. To je ista vrsta šale kot v Svet igrač 3, ko si je prav tako prilastil Barbikin korvet. Jaz hočem korvet. Oba stečeta proti zadnjemu delu Andersonovega avtomobila in ponovita tek, s katerim sta v prvem filmu poskušala ujeti Andyjev selitveni tovornjak. Buzzova tehnološka ekipa prepozna Woodyja kot agenta Zurga. To je referenca na Svet igrač 2, kjer je Buzz prav tako zamenjeval vse mogoče stvari zadev svoje namišljene vesoljske vojne. Brskalnik, ki ga Buzzova vojska uporablja v taboru, posnema obliko Google Chrome, zavihke, naslovno vrstico in gumbe na istih mestih.
Da bi prepričal druge različice samega sebe, Buzz reče: Poglejte v svoja čustva. Vsi veste, da je to res. To je vrstica, s katero Darth Vader razkrije Luku, da je njegov oče. Preišči svoje čustva. Veš, da je to res. In šala se tu ne konča. Buzz trdi, da je Zurg oče vseh njih in vseh 50 zgroženo reagira ter množično ponovi najbolj znano družinsko travmo iz Vojne zvezd. Ko Buzzovi prečkajo gozd, se pojavijo jelen, zajci in nežen zbor, kar je jasna referenca na Bambija. Veverica, ki se pojavi v gozdu, ponovno uporablja model iz Dog Days. Modri ptički so bili ponovno uporabljeni iz filma Rdeča. In tudi jelen je bil ponovno uporabljen, v tem primeru iz Hoppers. V tem trenutku lahko slišimo variacijo pesmi Love is a Song, uvodne teme iz Bambija. Ko se pojavijo ljudje, začne igrati nepričakovan del glasbe, ki je Bambiju napovedoval prihod lovcev. Eden od buzov počasi pride iz vode, vidni so mu le oči, prav tako kot kapitan Willard v filmu Apokalipsa zdaj. Med knjigami lahko vidimo žametnega zajčka, zgodbo o igrači, ki si želi postati resnična zaradi ljubezni otroka. Zlobna različica strele ima glas, nekaj česar original ikon v sagi nikoli ni dobil. To so naredili, ker so želeli prekršiti eno najbolj ikoničnih pravil sage. Lilipet konča v tovornjaku Three Country Charities, iste organizacije povezane z donacijo Jessie. Med zasledovanjem se pojavijo oranžni stožci, skoraj enaki tistim, ki so jih igrače uporabile za prečkanje ceste v Svet igrač 2. Sprašujem se, katere igrače so skrite tam spodaj? Bencinska črpalka Dinoko se ponovno pojavi. Rumeni voziček Pizza Planet pelje mimo Jessija, strelca in Buzzove vojske ter jih prisili, da se ustavijo. A vendar se naprej pojavi še en voziček Pizza Planet, parkiran pri bencinski črpalki Dinoko in restauraciji Pizza Planet. Reševalna sekvenca združi Jessija, Woodyja in strelca, vozila, konje in 50 Buzzov. Ekipa je usklajevala več kot 100 posameznih likov in to opisala kot enega najtežjih prizorov v celotni produkciji. Na gumbih nadzorne plošče žerjava se pojavi luksožoga. Buzzovi imajo na hrbtu kodo, vendar ni bila ustvarjena zato, da bi jo lahko skeniral s telefonom v kinu. Lilipet to prebere znotraj zgodbe in s tem odklene dronski način za celotno enoto. Ko pudzi vzletijo, eden od njih reče, da je to res letenje, Woody pa doda slogom. Leta 1995 so padali slogom. Temu jaz pravim letenje s slogom. Ne letim, padam s slogom. Tik pred poljubom med Jessijem in Buzzom mimo pripelje smetarski tovornjak iz Svet igrač 3, kjer je Lotso ostal ujet. Ko Blaze dostavi igrače, so njeni nohti pobarvani v več barvah. Nekateri oboževalci menijo, da vsak odtenek predstavlja drugo obdobje Taylor Swift, ki poje zaključno pesem. Na drevesu se pojavi sporočilo. Jessie je bil tukaj in zakopana kovinska škatla. Emily je shranila spomine iz otroštva na istem mestu, kjer se je igrala z lutko, ki jo je kasneje zapustila. V kapsuli fotografija razkrije, da je Emily svojo hčerko poimenovala Jessie. Zadaj se ne pojavi samo A113, celotna koda pravi TSA113, kar združuje začetnice Toy Story z najbolj znano številko Pixarja. Kapsula vsebuje broško z rumeno kroglo, ki je zelo podobna osrednjemu spominu iz filma Vrvež v moji glavi. Jessie ga na koncu uporabi in tako fizično nosi spomin na Emily med zadnjim pregonom. Po ogledu izseka iz filma Svet igrač 5 je Taylor Swift napisala pesem I Knew It, I Knew You in še isti popoldan je že snemala vokale. Tako da ja, pesem za odjavno špico je bila končana v samo 8 urah. Končne risbe nam znova pokažejo RC-ja, ki je bil skoraj izginil po filmu Svet igrač 4. Poleg tega, igrače na koncu izvajajo pesem, ki jo je Lilipet ustvaril tako, da je Jessine besede spremenila v rap. Na šolskem avtobusu lahko preberemo registrsko tablico TS 11 22 95. TS pomeni Svet igrač, 11 22 95 pa 22. november 1995, datum, ko je izšel prvi film. V prizoru med odjavno špico 50 Buzzov pristane na šolskem igrišču in vsak najde svojega otroka. Tudi učitelj si enega vzame. Nato se Zrk pojavi v nahrbtniku z glasom Andrewa Stantona, režiserja, in ponovno pozdravi Buzza kot svojega sina. Film se konča točno tam, kjer se je začela njegova kriza. 50 izgubljenih igrač najde, komu pripadajo.
In to je bilo 120 zanimivosti, ki smo jih opazili v Toy Story 5. Ste vi našli še kakšne druge? Pišite nam v komentarjih.